Haleluja. Imejmo vsak dan čas za Boga. Če si človek, imaš veliko časa za Boga, pol ne rabiš še en poseben čas. Ampak če si človek, ki si dosti zaseden, imaš veliko obveznosti, zahtev, služba, otrok, družina in tako naprej, potem je dobro, da imaš eno rutino vsak dan ob določeni uri. Ker če boš samo čakal na primeren čas, boš redko kdaj prišel v ta čas. Zato je dobro, da imaš eno dnevno pobožnost, en vsak dan čas, ko imaš sestanek z Bogom. Ampak ne iz tega narediti religijo, ne imeti obsodbe, če si kdaj zamudil karkoli, ampak naj ti bo to pričevanje Svetega Duha, da boš vedel, da te Bog kliče, da preživljaš čas z njim. Recimo Jezus ni imel določenega časa, niti noč tega videl v Svetem pismu, da točno ob določene uri, da moraš moliti. Vidimo v Stari zavezi nekaj takšnih primerov. V Novi zavezi ne bomo tega videli, ampak v Stari zavezi recimo Danijel, on je imel 3-krat na dan je molil. Potem vidimo v psalmih, recimo v psalmu 55:17 prav, zvečer, zjutraj in opoldne bom tožil in stokal, slišal bo moj glas. David je bil v težavah in govori nam, daje na svet, kaj on delal in prav, da je 3-krat na dan molil. V apostolskih delih, 3. poglavje, 1. vrstica, vidimo, da obstaja ura molitve in to je bilo ob 3 popoldne. In moramo vedeti, da ko so apostoli prišli v Jeruzalemu ob uri molitve na kraj, pač to je bil zelo religiozen narod in so imeli eno uro, v kateri so se vsi takrat dobili na molitvi. Apostolska dela 10:3 vidimo spet to uro molitve. Če gremo zdaj nazaj v psalme, vidimo v psalmu 5:4, Gospod, zjutraj poslušaj moj glas, zjutraj polagam prete molitev in čakam. Potem v psalmu 88:14, jaz pa, Gospod, k tebi kličem na pomoč, zjutraj prihaja moja molitev pred tebe. Sprav spet vidimo jutranjo molitvo v obeh primerih. V psalmu 143:8, daj mi zjutraj zaznati svojo dobroto, saj vate zaupam. Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim, kajti k tebi vzdigujem svojo dušo. Se pravi, vsak božji človek, vemo, ima čas molitve, ima čas, ko ima sestanek z Bogom. In en od prvih simptomov, da odpadaš od Boga, je, ko se nehaš z njim družiti v molitvi. In tukaj ni neke formule. Bog ni zapovedal določenega vzorca, kako moliti, ampak vse narabiš strategijo za oseben čas z Bogom. In če tega nimaš, naredi, boš ful več napredoval, ful ti bo lažje. In dajmo to predati, celo to misel predajmo Bogu. Gospod, hvala, da se ti srečuješ z nami. Kjerkoli smo, vedno v avtu, v službi, posod. Ampak jaz moram, da imamo en čas, ko smo na sestanku s tabo. En čas, kjer lahko vse stvari, ki nam ležijo na srcu, predamo tebi. In kjer lahko od tebe sprejemamo navodila, nasvete in tvojo moč. Bodite blagoslovljeni v vašem času z Bogom. Amen.